Civilna iniciativa je odločna. Proti napravi za predelavo nevarnih snovi se bomo borili z vsemi sredstvi, tudi z zaporo ceste, če bo treba. Predolgo že opazujemo onesnaževanje okolja s smrdljivimi odplakami. To zgleda, da je greznica, ampak oni, če imajo vse urejeno, kot je treba, zakaj to tle ne? Na področju industrijske cone, ki leži v neposredni bližini Nature 2000, so nekoč na veliko odlagali vse vrste odpadkov. To po mnenju civilne iniciative zdaj onesnažuje bližnji potok. Potok izredno lepih barv, smrdi izredno lepo. Ker področje nima urejene komunalne infrastrukture, iniciativa zahteva, naj se ta zgradi ali se zapre industrijsko cono. Tamkajšnji obrtniki so ogorčeni. Vi bi mogli to ločiti. Tistega, ki do zdaj onesnaževal in ki še nadaljuje s tem, tistega zagrabiti orl, ne pa kar na povprek, ker od koga bomo pa živeli, od koga bojo pa penzije dobivali, od koga bojo socialne podpore dobivali. V taki obliki ne more biti naprej. Skratka, če uredite zadeve tako, kot je treba, ali pa če vam občina pri tem pomaga, smo mi absolutno na vaši strani. Kranjska občina se je zato z lastniki zemljišč dogovorila, da bo predvidoma v začetku naslednjega leta začela urejati industrijsko cono in nekdanje odlagališče. Tudi eden izmed podjetnikov danes je rekel, da je pripravljen s svojimi stroji to zadevo reševati brezplačno, da ni nobenega problema. Potem pa treba narediti analizo, kaj od tam izteka pa kam izteka. Denar za sanacijo bodo s komunalnim prispevkom plačala tamkajšnja podjetja, tudi Ekol in Ekorel, ki zagotavljata, da naprava za predelavo nevarnih snovi ne bo onesnaževala narave. Izcedki v potok niso iz naše dejavnosti, ker imamo mi za to vse pač ustrezno varovano, imamo lovilce olj in podobno za primer izlitja. Da v Stražišču ni spornih odplak, pa je potrdila tudi okoljska inšpekcija. Pisno so nam zatrdili, da gre zgolj za organsko onesnaženje s komunalnimi odpadnimi vodami. Pri podjetjih v industrijski coni inšpektorji niso zaznali kršitev. Občina Kranj pa mora javno kanalizacijo zgraditi do konca leta 2015.